spodbujanje gospodarstva in razvoja regije je bil prihod Magnine tovarne, strateška investicija. Gradnja se je pričela sredi lanskega oktobra, proizvodnjo naj bi zagnali aprila 2019. Tako naj bi v 5 letih odprli okoli 1000 delovnih mest. To je industrijska cona, ki jo je Maribor začrtal že v 60 letih, torej cona Tezno Hoče. Tako da tu se odpirajo velike možnosti, še posebej, ko imamo novega lastnika na letališču s velikimi ambicijami. Prav letališče je naslednja, osrednja točka vizije razvoja. Lani je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič z vodstvom Aerodroma Maribor podpisal najemno pogodbo. Res so ambiciozni, jaz si želim, da bodo v čim večji možni meri realizirani. Si pa seveda ne delamo utvar, da bodo tako visoke številke zelo težko uresničljive, vendar mi si želimo, da bo vsekakor to letališče doživelo nek preporod. Ta naj bi bil začrtan s 660 milijonov evrov vredno pogodbo, podpisano v Budimpešti na 6. vrhu srednjih in vzhodnoevropskih držav. To je za nas zelo velik trenutek, enostavno, ker je projekt letališča nekako bil spromoviran na nivo nove svilene poti. Zdaj bo definitivno lažje pridobiti kakšnega investitorja, ker je bil spromoviran na tem vrhu. Temelje so postavili tudi za gradnjo sortirnice, naslednjega velikega gospodarskega projekta, prvega tovrstnega v Sloveniji in največjega v zgodovini mariborskega komunalnega podjetja. To je 30 novih delovnih mest. Ampak tu je potrebno dodati eno stvar. S tem se v Mariboru vzpostavljajo možnosti za razvoj. Da pa ne govorimo o tistem nadaljnem delu, se pravi predelave sekundarnih surovin, uporaba teh surovin. To so pa nove panoge, ki dejansko v svetu nekako postajajo zelo zanimive. Razvoj pomeni tudi več zaposlovanja. Za čim boljše usklajevanje potreb delodajalcev in izobraževalnih programov so lani v Mariboru pripravili drugi karierni sejem. Mlade je privabljalo 30 podjetij. Za naše potrebe so zelo aktualni tehnični poklici, predvsem poklici iz mehatronike, elektronike in strojništva. V mestu imamo že okrog 20 deficitarnih poklicov, torej povpraševanje po kadrih, ki jih ni na trgu, in zato se nam zdi prav, da industrija, šole, da se zavedajo, kaj potrebujejo, kaj lahko nudijo in da mladi se potem lažje odločajo, kako zastaviti svojo pot. Na pot po Mariboru pa se lahko odpravimo tudi z novimi avtobusi. 5 z dizelskim motorjem razreda Euro 6 so jih lani zagotovili Marpromu. Moram reči, da načrt kakovosti zraka za mesto Maribor se uspešno uresničuje. Tudi ti avtobusi že 3. leto so nabavljeni 80% iz državnih sredstev iz podnebnega sklada. In treba povedati, da Maribor je v bistvu na število prebivalcev najuspešnejši na tem področju. Kamor sodi tudi uvedba souporabe 10 električnih vozil Avant to go, s čimer se zmanjšuje prometna in okoljska obremenitev mesta, uporabnikom pa omogoča prihranek. Če je strošek avta z vsemi pripadajočimi gorivi, parkirinami in tako naprej med 300 do 500 evrov. Mi računamo, da z uporabo Avant to go nekje povprečen Mariborčan more, seveda tudi s kombinacijo še kakšnega bicikla pa javnega prevoza, more mobilnost mesečno pokriti za 100 evrov. Več električnih vozil na mariborskih ulicah pomeni sledenje smernicam trajnostne mobilnosti, kar se je nadaljevalo tudi z uvedbo novega mestnega minibusa Maestra. Vozil bo pa po centru mesta oziroma po pešconi na telefonski klic brez voznega reda, ker je v bistvu namenjen ljudem, da jim pomaga. Del prometne strategije pa predstavljajo tudi sanacije prometne infrastrukture, preplastitve cest in gradnja novih.